Zakaj se vam ne izpolnjujejo zadevice oziroma se vam ne izpolnjujejo želje, če lahko tako rečem, ali enostavno se vam ne speljujejo stvari, k katerimi v bistvu težite oziroma cilji, k katerim težite. Danes vas pozivam s tem vprašanjem, da malce razmislite, hkrati pa vam dajem tudi ene par iztočnic, mogoče zakaj se ne speljujejo stvari tako, kot si vi želite. Mojca z vami, Lavita Sweetest Energy, srčno vas pozdravljam in dobrodošli nazaj v Lavitas na svetih. Danes imam za vas message, ki mogoče vam bo dal misel. Nekako sem razmišljala o tem, zakaj se ne speljujejo stvari, k katerimi težimo, in sem nekako prišla do enega zaključka. A smo v glavi ali pa smo v srcu, a ne? In tiste stvari, tiste želje, tiste cilji, ki so iz glave, ponavadi se ne speljujejo tako gladko, lahkotno, kot bi se mogle, in nekako tiščimo proti tem ciljem, željam, in kot da bi jih majčkeno izsiljevala, ne. Zato so take težke, pa na koncu ali se izpolnijo ali pa tudi v vodo padejo, ne. Dajmo pogledati še ta vidik, ko pa v bistvu mi kreiramo s srcem ali željo ali cilj, karkoli pa že, se pa vse speljuje, a ne. Vse nekako vesolje teži, da nam to željo resniči, ker smo s srcem pri tej želji oziroma pri tem cilju, pri tej zadevici, k kateri težimo, kakorkoli že. Tako da vas vprašam, da mogoče najprej zaprete oči in zaznate svojo željo, ali je iz glave, iz uma ali pa je iz srca. To je zelo pomemben podatek, katerega morate najprej ugotoviti, preden greste v bistvu k uresničevanju želja, ciljev in vse podobno. Vas pozivam, da majčkeno razmislite o tem. Dajte majčkeno tudi razmisliti o tem, če ste v konfliktu. To pomeni, da nekaj delate kontra sebi, pa v bistvu sploh nočete to početi, a ne. Tudi to se mi zdi ključna zadevica, zakaj se v bistvu zadeva potem ne spelje. Ker enostavno stremimo k nečemu, v bistvu pa tistega sploh nočemo, a ne. To so zelo globoke stvari in morate res biti zelo se morate poznati, zelo morate začutiti samega sebe, da pridete do tega konflikta, ne, drugače pa itak vam skozi govori, a ne. To moram, ja, zdaj bomo to, zdaj bomo ono, zdaj treba tisto, in v bistvu vam to govori in ne srce, in vi to potem zamenjate, da je to vaša srčna želja, čeprav sploh ni, a ne. In zato v bistvu mogoče, da boste lažje razumeli, zakaj se določene stvari ne izpolnejo oziroma se ne speljejo, a ne, ker enostavno mi tega sploh nočemo, a ne, pa sploh ne vemo, da nočemo, a ne, zato ker nam non-stop govori, da to moramo narediti, pa ono moramo, pa zdaj še tisto, pa to bi zdaj rabili, pa ono bi zdaj rabili, pa zdaj moramo iti tja, pa tja moramo iti, a ne. A si vi to sploh želite? A jaz to sploh želim, a ne. Karkoli dobite v glavo, v misli, dajte se najprej vprašati, a je to sploh moja misel, recimo, ne. A je to si jaz sploh želim? A si to jaz res želim? Ali je to sam, ne vem, si Micka želi, pa si moram jaz tudi, recimo, ne. Zelo veliko je takih primerov, ki si kar nekaj v bistvu namislimo, da si želimo, pa si sploh ne, a ne. Srčno si pa ne želimo. In srce je pomemben, ne ne misel in ne glava, srce. Zato vas pozivam, da majčkeno razmislite o tem, kaj je sploh pomembno za vas, kaj čutite, to je ful pomemben,
a si res to srčno želite. Tako da vas pozivam, da res začnete o tem majčkeno razmišljati, pa čekirajte, dajte si neko srčno namero, pa pejte v bistvu v uresničevanje v te namere, pa poglejte, kako se bo začela razpletati oziroma izpolnjevati, kakorkoli že, ne? Tako da mogoče tudi iz tega vidika, da malo pogledate, pa potem nekako čekirate, ne? Kjera zadeva se boljš speljuje. Potem pa sam, ne vem, če ste dobili kako idejo, misel, tja moram iti, pa pejte tja, ne? Pa malo čekirajte, na kakšen način se speljuje ta pot, ne vem, zadevica, ki želite jo uresničiti. Tako da boste pol videli, kaj je kreacija iz uma oziroma iz glave, pa kaj je kreacija iz srca. Kreacija iz srca mora biti res čist lahkotna, to si vi srčno želite in enostavno se lahkotno izpelje. Seveda morate nekaj narediti za to, valjda morate nekaj narediti za to, ampak fora je v tem, da če pa nekaj na silo delate, pa siguran imate same izzive. Tako da mogoče zdaj še iz tega vidika eno razmišljanje, zakaj se vam ne speljujejo stvari. Mogoče ste samo v konfliktu sami s seboj. In mogoče, če greste v globino, majčkeno v sebe, pa se vprašate, če vi to sploh srčno želite, pa potem lahko ugotovite, da si to sploh ne želite, in da je to čisto ena taka želja od nekje, ki sploh ne veste od kje, sam pač nekaj morate narediti, v bistvu sploh mogoče ni to fora, da morate narediti, ampak ste se nekaj namislili, z nekje ste pobrali to misel, ki sploh ni vaša, tako da malce drugačne razmišljanje še danes. Jaz vam želim, da se res začutite, da s srcem delujete, predvsem to, pa da ste res skozi v svojih občutjih, da jih nekako zaznavate, da jih znate spoznati, to je zdaj ena taka čudna besedna zveza bila, ampak da res čutite, kaj želite, ne kaj želi, pa kaj glava želi. Dajte vi to začutiti, vi to res želite, ali to sam ena glava želi, pa sploh ne veste, v bistvu katera, ker znamo mi dostkrat misli kar prevzemati od drugih ljudi, ker nam nekaj govorijo, pa ker mi še to moramo imeti. Ne vem, ena je imela uno majčko, pa je bila ful fajn, pa je bila ful zadovoljna, pa kar še vi dobite to željo. A se vi to res želite, je to vaša srčna želja, boste vi srečni s to majco, recimo. Dajte se take stvari začeti spraševati. To sem zdaj dala en tak banalen primer, preslikajte ga še v svoje primere. Toliko za danes. Pejte malo vase, sproščajte se vsak dan, razmišljajte o teh stvarih, začutite se in seveda, če imate kakšno vprašanje, lahko pišete na info@lavitas.si. Če želite individualna svetovanja, lahko mi tudi pišete ali pa majčkeno prečekirate na www.lavitas.si. Jaz vas srčno pozdravljam in se oglasim še kaj. Vita žive!